Pomen izobraževanja v poslovnih organizacijah. To je Peter. Vodi srednje veliko podjetje in znašel se je pred težavo. Seveda je pričakoval, da bodo zaposleni v podjetju imeli vsa znanja, ki jih pri svojem delu potrebujejo. Zato so najeli njih in ne drugih, kajne? Na boleč način je spoznal, da so še včeraj sveže veščine lahko jutri povsem neuporabne. Da bi povečal produktivnost zaposlenih, je posodobil programsko opremo, v zameno pa je dobil nezadovoljne zaposlene in produktivnost, ki pada. Ne da bi se sploh zavedal, kaj se mu dogaja, se je znašel v družbi kar 52% podjetij in organizacij, ki ne dosežejo zastavljenih ciljev, zaradi katerih so se sploh odločila vpeljati novosti. Kako se je to zgodilo? Pozabil je na svoje zaposlene, na tiste, ki nove rešitve dnevno uporabljajo. Kot večina podjetij je tudi sam kar 75% sredstev porabil za nakup opreme in nadaljnjih 25% za vpeljavo, za končne uporabnike pa je zmanjkalo časa in denarja. Spoznal je, da za doseganje in preseganje zastavljenih ciljev ni dovolj, da vodstvo podpira projekt nadgradnje ter da IT oddelek v predpisanem roku nadgradi programsko opremo, pač pa je, kot so pokazale študije, najpomembneje poskrbeti za kvalitetno in učinkovito izobraževanje končnih uporabnikov. Ključno je, da zaposleni novosti spoznajo, ugotovijo, kako jim koristijo, jih vzamejo za svoje ter tako povečajo svojo produktivnost. Tako je Peter poiskal izobraževanja, ki so uporabnikom prijazna, prinašajo hitre in vidne rezultate, so cenovno dostopna ter imajo kvalitetna, sodobna in enostavna gradiva. S takšnim pristopom se lahko sedaj pridruži tistim organizacijam, ki uspešno vpeljujejo novosti in dosegajo ali celo za 200 do 300% presegajo zastavljene cilje in zavedno zapusti družbo onih, ki ne dosežejo niti 30% zastavljenih ciljev. Ko bo naslednjič razmišljal o nakupu programske opreme, zagotovo ne bo pozabil načrtovati tudi izobraževanja svojih zaposlenih, da ne bodo zbegani in jezni, temveč zadovoljni z novostmi.